Pozdravljeni. Občina Središče ob Dravi praznuje svoj 69. občinski praznik. Praznik povezujejo z 11. aprilom leta 1942, ko je v času druge svetovne vojne kot talci padlo največ Središčanov. Središki občinski praznik je, če seštejemo krajevne od 1955 do 2006 in potem od leta 2007 občinske praznike, eden najstarejših občinskih praznikov v državi. Višek občinskega praznika v Središču ob Dravi predstavlja položitev venca k spomeniku žrtvam NOB-ja vsako leto 11. aprila. Tako je v Središču ob Dravi 11. aprila točno opoldne ob spomeniku žrtvam NOB-ja tudi letos bila spominska slovesnost v čast 53 domačinom, ki so bili žrtve druge svetovne vojne. Priložnostni kulturni program so pripravili učenci središke osnovne šole, častno stražo z društvenimi prapori pa so prispevali domači gasilci in lovci. Venec k spomeniku so položili župan Toni Jelovica, predsednica Združenja borcev za vrednote NOB-ja Ormož Anica Pevec in predsednica krajevnega odbora Andreja Resman. Slavnostna govornica je bila Anica Pevec, predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Ormož. V ta lep pomladni dan se ozrimo na cvetove češnje. Beli so češnje cvetovi, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Te verze je napisal pesnik Kajuh, še preden je odšel v partizane. Ob tem spomeniku, ki ponosno stoji v središču, spomin na domačine, ki so pred več kot 80 leti kot talci padli pod streli okupatorjev. Hrabri so zrli v puškine cevi, se v mislih poslavljali od svojih domačih, upajočih, da njihova največja žrtev ni in ne bo zaman. Prvi organizatorji upora v naših krajih so bili izdani in ustreljeni že konec leta 1941. Še več jih je končalo svoje življenje v prvih mesecih leta 1942. Spomnimo se njihovih imen. 23. marca sta bila ustreljena Milan Haložan in Ivan Hanželič. 30. marca Polde Berce in Karel Kanič. 3. aprila Rudolf Ploh, Srečko Kocjan in Anton Štampar. 11. aprila Ignác Zborko, Konrad Bogdan, Franc Jurjaševič in Matija Veselko. Milena Berce je bila ustreljena 2. oktobra istega leta. Občina Središče je ena redkih, ki ohranja spomin na svoje rojake, junake, s tem, da njihove žrtve počasti s slovesnostmi na občinskem prazniku. Med temi je danes še malo rojakov, ki so prestali strahote druge svetovne vojne. Večina je bila takrat še otroci. A spomin na te čase jih bo spremljal vse življenje. Ostale so brazgotine in bolečine. Nihče, ki je preživel vojne strahote, jih ne more pozabiti. Brez uspešnega narodnoosvobodilnega boja ne bi skoraj pol stoletja živeli v skupni državi, po vojni za samostojno Slovenijo pa v samostojni Republiki Sloveniji. Pa vendar se skuša izbrisati pomen partizanskega boja za preživetje naroda. Prav zaradi tega
In za voljo odgovornosti za prihodnost, ki jo ogrožajo stalne vojne po svetu, je resnično važno ohranjati spomin na narodno-osvobodilno borbo. Ob ponosu na uporne prednike in prednice je še posebej vredno, da se ohranja skupni zgodovinski spomin na tista dejanja, ki ne smejo soditi v pozabo. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si za cvetje moj si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, moja si. Kjer gozdovi skrivajo obzorja, res najlepša si Slovenija. Še ostajamo v Središču ob Dravi. Med vrsto dogodkov, ki so jih v Središču pripravili v času svojega praznika, je bilo tudi kegljanje s kroglo na vrvici, ki ga tradicionalno organizira tamkajšnje društvo upokojencev. 21 ekip je kegljalo za pokal občine Središče ob Dravi. Tako kot običajno je tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici v Središču ob Dravi prijeten družaben dogodek. Gostitelji so zbrane tekmovalce najprej počastili z zajtrkom, z nagovori in s kulturnim programom.
Leto je naokrog in spet smo se zbrali na našem 69. občinskem prazniku. Najbolj smo veseli, če ga pričakamo v takem lepem številu. Ena poseben pozdrav pa gre našim gostom, ki so danes prvič med nami iz sosednje Hrvaške, Gornji Hraščani, in upam, da se bomo z njim ne samo v športu družili tudi drugače. Z nami so tudi, kaj je že iz Destrnika, mi se pa že dolgo poznamo in pač imamo lepe pač obiske, eni se hodimo k drugim in mislim, da je to druženje najlepše, kar nam prinaša. Naj bo današnji dan poln druženja, rezultati bodo, kakšni bodo, ne se sekirati, enkrat so boljši, drugi so pa slabši, ne? Glavnem je, da smo skupaj, da smo pričeli letošnjo tekmovanje v kegljanju. Kot veste, se nadaljuje prihodnji teden pri Svetemu Tomažu, kjer je liga. Kot je že predhodnica povedala, letos praznujemo 69. občinski praznik in v sklopu tega praznika organiziramo tudi turnir v visečem kegljanju. Veseli me, da ste se zbrali v takšnem številu, to pomeni vse še enkrat tekmovalce lepo pozdravljam. To pomeni z občine Ormoža, Sveti Tomaž, Desternika, Gorišnice in pa iz sosednje Hrvaške Gornjega Hraščanja. Upam, da ste se dobro počutili, vreme je odlično, želim vam veliko športnih uspehov, vsak je naj pač po najboljših močeh, koliko lahko, zmagovalec je samo lahko eden, ob tej, kako bi rekel, važno je pomeni sodelovati, ne pa zmagati, oziroma da se družite, poveselite in pa da ostanete zdravi. Seveda, jaz vam želim, da bi ta današnji dan bil zelo sproščen, prijeten in pa seveda, da je roka čim bolj natančna in da proba podrti vse kegle. Jaz vas vabim tudi prihodnji tedni, da se seveda udeležujete te lige in kaj ne želim vam prijeten dan. V nadaljevanju je potem vse teklo kot po maslu. Tekmovanje je v spremljavi številnih navijačev potekalo na kegljišču pred dvorano Sokolana. Med ženskimi tekmovalkami je pokal občine Središče ob Dravi prejela ekipa Društva upokojencev Sveti Tomaž. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa Velika nedelja, na tretje pa ženska ekipa Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu. Med moškimi ekipami se je najbolje odrezala ekipa 2 iz Društva upokojencev Sveti Tomaž. Druga je bila ekipa iz Desternika in tretja moška ekipa iz Miklavža pri Ormožu. Osnovnošolci občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so se pred dnevi v organizaciji Medobčinske zveze društev prijateljev mladine sestali na 18. medobčinskem otroškem parlamentu. Tema letošnjega parlamenta je bila šolski sistem. Na 18. seji, ki je potekala v sejni sobi občinskega sveta v gradu, se je zbralo 21 mladih parlamentarcev iz osnovnih šol Ormož, Stanka Vraza, Ivajnkovci, Velika nedelja, Miklavž pri Ormožu, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Uvodoma jih je pozdravila predsednica Društva prijateljev mladine Aleksandra Kociper, potem pa so jih nagovorili še župani Danijel Vrbnjak, Mirko Cvetko in Toni Jelovica, ki so mladim razpravljavcem kasneje tudi prisluhnili. Letošnja tema je bila še posebej zanimiva. Šolarji so namreč razpravljali na temo šolski sistem. Ja, res je. V bistvu je naravnano takole, da je tema dvoletna, tako da letos je prvič, nadaljujemo torej naslednje leto. Po šolah so si zadajali različne aktivnosti, dejavnosti, ki so jih torej na to temo delali. Danes pa se zberemo potem iz vseh 3 občin, iz naših osnovnih šol, predstavniki, parlamentarci, ki bodo razpravljali torej na to temo. Kako pa šolarji radi sodelujejo? Imajo voljo debatirati, se počutijo pomembnejši?
Jaz mislim, da ja. To so v bistvu predstavniki učencev, oddelkov, ki jih torej oni med sabo izberejo. In pomembno je tukaj delo mentorjev, na kakšen način se lotiš priprave, dela z njimi in se pravi tisto temo, ki je določena, da o njej torej razpravljaš z njimi in debatiraš, pa v bistvu tudi kako si načrtuješ za ostale učence oziroma za celo šolo aktivnosti. Torej, danes boste najbrž sprejeli neke sklepe, zaključke, kako potem vse skupaj poteka dalje? Ja, v bistvu imamo 4 podteme določene in bomo na te podteme v bistvu razpravljali. Te so učne vsebine in šola za življenje, odgovornost in vrednote, metode in načini poučevanja in odnosi in sodelovanje. Tako da bodo to 4 podteme, ki bodo v bistvu naše vodilo razprave. Predtem pa bodo šole še predstavile aktivnosti, dejavnosti, ki so jih na to temo čez leto počeli. Mladi parlamentarci po šolah so se kar srečevali, debatirali in prišli tudi do nekaterih zaključkov. Zaključkov je bilo dosta. Imeli smo 4 podteme. Vrednote, odgovornost, sodelovanje, pa tudi kako se mi učimo, se pravi način poučevanja. Zdaj vsak ima svoje mnenje, to je zdaj težko povedati, kakšni so zaključke. Ja, mi si bi verjetno želeli malo krajši pouk, pa manj domačih nalog, ampak verjetno pač nas to spodbudi, ne, da smo potem uspešni. In recimo, bi se dalo, misliš, to kaj spremeniti, boste lahko vplivali? Težko, verjetno, ja. Torej, domače naloge vseeno verjetno so z nekega vzroka, ne? Ja. Kako pa rada sodeluješ, se ti zdi to fajn, da se tvoj glas sliši nekje? Ja, verjetno je to pomembno, ker mogoče nimajo vsi možnosti, ne, da so slišani, mi pa lahko predstavimo še mnenje drugih. Torej, v imenu svojih sošolcev si tukaj? Ja. No in kaj pravijo vsi ostali sošolci, recimo, kakšni so njihovi zaključki, mnenja? Tudi vsi nekako tako približno si želijo čim manj tega dela. Ste se dolgo pripravljali na osnovni šoli Sveti Tomaž za današnji parlament? Ja, smo se večkrat z učiteljci nekoliko srečali in pač šli čez snovi, pa čez vse, pa si ponavljali, pa spraševali, pa debatirali. No, tema je zelo zanimiva, ne? Kaj si ti misliš, bi se trebalo kaj spremeniti v šolskem sistemu? Pa tu pa tam, ja, kaj recimo, da pri pouku, da bi bilo kaj več praktičnega pouka ali pa kaj takega, da ni vedno eno pa isto. To si torej želite, malo več prakse? Ja, bolj ali manj to, ja. No, nekateri pravijo, da imate preveč domačih nalog, se ti s tem strinjaš? Bolj odvisno pri katerem pouku. Pri enih poukih dobimo več naloga, tako pa pri drugih poukih. Pač. No, zakaj pa rad sodeluješ, zakaj ti je fajn? Ja, rad tudi povem kako svoje mnenje in kaj si jaz mislim o pač šolskem sistemu. Vsako leto zasedanju medobčinskega otroškega parlamenta predseduje druga šola z območja Zveze prijateljev mladine Ormož. Ta potem zaključke prenese na državni otroški parlament. Letos je na vrsti osnovna šola Ivanjkovci za vodenje medobčinskega otroškega parlamenta in tudi oni nas bodo potem zastopali v Ljubljani, ko bo nacionalni otroški parlament 35. že letos, tako da bodo nas oni tam zastopali. No, zanimivo pa bi bilo seveda izvedeti tudi to, kako pa ste slišani mladi oziroma kako so slišani mladi parlamentarci na nivoju države. Jaz mislim, da tisti dan zagotovo, ker se v državnem zboru zberajo torej vsi iz cele Slovenije, vedno povabijo tudi pomembne ljudi z področja politike, tako da jim zagotovo takrat prisluhnejo, vedno rečejo, da jim je zanimivo prisluhniti, tudi mi na lokalnem nivoju vedno povabimo tudi župane, radi se nam vedno pridružijo, se odzovejo povabilo, tako da res je to pomembno, da otroci vedo, da so slišani, pa da tisto, kar povedo, da jim nekdo prisluhne, pa na nek način da veljavo. Mladi parlamentarci so pogumno izrazili svoja mnenja in ideje, v glavnem pa si želijo šolo, ki bo prijazna in spodbudna. In še šport. 15. krog v ptujski superligi je med drugim ponudil derbi vodečih ekip lige.
V športnem parku Mestna Graba je prvo uvrščeni gostitelj pred okrog 400 gledalci gostil drugo uvrščene Apače. Ljubitelji okroglega usnja so pospremili solidno nogometno predstavo z nekaj izjemnimi akcijami, ki so bile nagrajene s prelepimi zadetki. Pa poglejmo, kako se je končal derbi med Ormožem in Apačami. Bukovci 3:1, Gorišnica 3:0, Tržec 4:1 in nazadnje Apače 4:0 so rezultati zmag ormoških nogometašev v spomladanskem delu sezone. Na derbiju je sodniška trojka Blaž Bezjak, David Gabrovec in Zdenko Kamenšek na igrišče v lepem vremenu pospremila obe enajsterici. Domači strateg Aleš Jurčec je v derbi vstopil z naslednjimi igralci. Vratar Denis Prapotnik, igralci v polju Dejan Kociper, Blaž Borko, Luka Ladika, kapetan Teo Prapotnik, Stefan Zazič, Sebastian Piberčnik, Niko Kosec, Alison, Luka Kirič in Patrik Javševec. Postava gostov na začetku tekme je bila naslednja. V golu Anže Šibila, v polju Jan Vindič, Gal Princel, Martin Augustin, Matej Rozman, kapetan Matej Rumeš, Patrik Korže, Tim Metličar Fric, Domen Kleinšek, Robert Bratkovič in Elvino Podbrežnik. Številno občinstvo je hitro, že v 8 minuti videlo prvi zadetek na tekmi. Krasno odigran celoten napad je po lepi asistenci Javšovca uspešno se svojim 8. prvenstvenim zadetkom zaključil Luka Kirič. V 19. in 20. minuti sta sledila poskusa domačih z razdalje. Najprej je dlani vratarja Apač ogrel Zazič, nato še Kirič. Na polovici prvega polčasa zadetek prvega strelca lige Javšovca, ki pa je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V 27. minuti edina resnejša priložnost Apač v prvem delu tekme, a je obramba Ormoža na čelu s kapetanom Teom Prapotnikom dokazala, da je pripravljena na vse nevšečnosti pred svojim golom. V zaključku prvega polčasa je dvakrat nase opozoril Alison. Najprej v 40., nato še v 43. minuti. Brazilčeva poskusa sta za malo zgrešila načrtovani cilj. Domačini so odločno krenili tudi v drugi polčas in so v 48 minuti preko Kiriča nevarno zapretili. Sledila je 50. minuta, trenutek, kjer so gostje imeli priložnost za izenačenje in postavitev tekme na glavo. Odlično izpeljan napad Apač, asistenca Kleinška in strel Metličarja, katerega je odlično ustavil domači vratar Prapotnik. V nadaljevanju so vse niti igre v svoje noge prevzeli Prleki. V 51. minuti je kar nekaj časa preigraval Javševec, sledila je povratna žoga v peterec nasprotnika, kjer si je žogo najprej lepo ustavil, nato pa za uspešen strel nastavil Kosec. Ormož Apače 2:0. V 62. minuti so oddalec zapretili gostje. 5 minut kasneje pa je zavrelo na klopi gostov, ki se ni strinjala z nekaterimi odločitvami glavnega sodnika Bezjaka iz Markovc. V 70. minuti je žoga še tretjič končala za hrbtom vratarja Šibile. Najprej je sledila ukradena žoga, nato asistenca Kiriča do Javšovca. S tem je Kirič vrnil asistenco soigralcu Javšovcu pri vodilnem zadetku. Za konec je okrog 400 gledalcev videlo še zadnji zadetek na tekmi. Ta je po zelo lepi kombinaciji padel v 90. minuti. Domačini so izvedli hiter protinapad. Alison je pobegnil po levi strani, Vočanec je odlično odložil žogo Mihaliču, ki je z natančnim strelom postavil končni izid tekme, Ormož Apače 4:0, polčas 1:0. Na tekmi so padli 3 rumeni kartoni, porumeneli so Zazič in Kociper pri domačih ter Kleinšek pri gostih. Po tekmi so si soigralci s pomočjo gasilcev privoščili novopečenega očka Dejana Kocipra, kateremu ob tej priložnosti čestitamo ob rojstvu sina Filipa.
15. krog je ponudil kar nekaj presenetljivih rezultatov. Ti so naslednji: Makole Bukovci 1:1, Stojnci Tržec 0:1, Boč Gorišnica 3:2, Grajena Središče 4:0 in Gereče vas Markovci 1:4. 7 krogov pred koncem na lestvici vodi Ormož s 33 točkami pred Makolami, ki so zbrale 30 točk. Tretji Apeče so pri 29, četrti Stojnci pri 27 in peti Bukovci pri 26 točkah. To so ekipe, ki so še ostale v boju za najvišje mesto, ki vodi po rednem delu sezone v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Drugi del lestvice na 7. mestu pričenjajo Središčani. Sledijo jim Grajena, Gerečja vas, Markovci, Gorišnica in Tržec, ki je šele v 15. krogu dosegel svojo prvo zmago. V 16. krogu Središče in Ormož svoji tekmi igrata v soboto 19. aprila ob 17. uri. Središče doma gosti Gerečjo vas, Ormož čaka gostovanje pri Markovcih, ki so v spomladanskem delu na 5 tekmah dosegli 4 zmage in 1 remi. Rokometaši Jeruzalema so v 3. krogu lige za obstanek gostovali v Krškem in v tekmi polni preobratov iztržili točko. Za remi je po izteku igralnega časa poskrbel Tadej Sok, ki je zadel iz kazenskega strela. V ligi za obstanek poteka ogorčen boj ekip, da si zagotovijo svoje mesto med elito tudi prihodnjo sezono. V 3. krogu so Krčani gostili Jeruzalem, Svišev Ivančni Gorici gostil Koper. Gosti iz Prlekije so v Krškem odločneje krenili v tekmo in po seriji 3 zaporednih zadetkov so v 13. minuti prvič povedli za 4 zadetke, 7:3. Tudi v nadaljevanju je igra Jeruzalema bila zelo solidna, predvsem v obrambi, katera je do 20. minute prejela le 6 zadetkov. Krško 6, Jeruzalem 8. Domačini so začeli dihati za vratnik nasprotniku po prihodu v gol vratarja Luka Zupančiča. Slednji je svoji ekipi z lepimi obrambami in ob nekaj tehničnih napakah vinarjev omogočil vrnitev med žive. V 26. minuti je Krško po lahkem golu iz protinapada Denisa Ferenčaka ujelo goste pri 10:10. Na odmor sta ekipi odšli poravnani, Krško 12, Jeruzalem 12. Čeprav so Ormožani preko Filipa Jerenca imeli 2 priložnosti za zadetek. Prvi poskus Jerenca je ustavil vratar Zupančič, drugi je končal v prečki. V prvem napadu drugega polčasa je z atraktivnim zadetkom iz desnega zunanjega zadel Jan Hočevar in svoje moštvo prvič na tekmi popeljal do vodstva 13:12. V 41. minuti je Gašper Hebar še zadnjič na tekmi popeljal Jeruzalem do vodstva 17:16. 6 minut kasneje je izid še bil izenačen 20:20. Domači pa so gostujočo obrambo začeli razbijati izmet iz razdalje. Na svoj račun sta v teh trenutkih prišla levi zunanji in srednji zunanji Krškega, Balša Stevovič ter Andrej Jankovski. V 52. minuti se je prednost gostiteljev že povzpela na +4, 25:21. Gostom ni pomagala niti menjava v golu, ko Filipa Ramfla za nekaj minut zamenjal Tomislav Balen. Obenem svojega običajno odličnega dne na desnem krilu Prlekov ni imel Tadej Sok, ki je tekmo končal z metom 9:4 iz igre. Gostom ni kazalo nič bolje niti v 55. minuti, ko je Domen Sikošek Pelko zadel mrežo Balenta za +4, 28:24. Zadnji zadetek so Krčani zatresli v izteku 57. minute, ko je zadel Hočevar za +3, 29:26. Nekaj sprememb v igralskem kadru Jeruzalema je prineslo spremembe. Jan Mlačerne je v napadu iztržil 7-metrovko, Luka Trojko je odlično opravil nalogo v obrambi, domači pa kot da so se ustrašili zmage. Ramfel je šele v zaključku tekme dokazal svojo kvaliteto. Napake domačih v napadu so hitro z lahkimi goli kaznovali Ormožani. 51 sekund pred koncem so domači rokometaši pri vodstvu z golom prednosti 29:28 imeli kazenski strel. Na črto 7 metrov je stopil Jankovski, v golu Jeruzalema pa je stal Ramfel. Med domačega rokometaša je končal v okvirju vrat in gostom se je ponudil napad za izenačenje. 10 sekund do konca je Lucijan Bura pravočasno podal Jerencu, ki je iz široke pozicije zabodel med prvim in drugim obrambnim igralcem Krškega. Slednja sta Jerenca ustavila s prekrškom za kazenski strel. 7-metrovko je uspešno po izteku igralnega časa realiziral Sok in Ormožu prinesel točko. Obstanek Jeruzalema v elitni druščini 3 kroge pred koncem je bil v Krškem tako le še dodatno potrjen. Pri Krčani sta vratarja Zupančič in Erik Krbavčič skupaj zbrala 10 obramb. Na drugi strani je vseh 9 obramb zbral Ramfel. Prva strelca Krškega s 5 doseženimi goli sta bila Stevovič in Jankovski.
Pri Jeruzalemu je Jerenec dosegel 9, Sok 8 in Jure Lukman 4 zadetke. Še bolj zanimiva je bila druga tekma v Ligi za obstanek, kjer smo bili priča neverjetnemu preobratu domačih rokometašev. Ti so dobrih 10 minut pred koncem zaostajali za kar 10 zadetkov, 20-30. Ja, prav ste slišali, 10 zadetkov. Koper je do 50 minute popolnoma zagospodaril na igrišču in Ivančni Gorici in bil na odlični poti k novima točkama. Po neverjetnem razpletu je na koncu Sviškotom uspelo iziti izenačiti na končnih 34-34. Boj za obstanek v ligi ostaja še naprej negotov. Mirno lahko spijo le Ormožani, ki so pri 11 točkah. Sviš je pri 7. Krško in Koper sta zbrala 3 točke. V soboto 26. aprila Prleke čaka gostovanje na Primorskem pri Kopru. Krško na domačem terenu gosti Sviš. V ligah za prvaka smo dobili že prve polfinaliste. V A skupini je to že postal Slovan iz Ljubljane, ki je pred kratkim osvojil že pokalno lovoriko. Za drugo mesto se borita Gorenje Velenje in Novomeška Krka. V B skupini so se nastop v polfinalu preigrali rokometaši Celja. V čakalni vrsti sta trebanjski Trimo in koroški Slovenj Gradec. Mladi Bikci iz Velike Nedelje so na sosedskem derbiju pred več kot 300 gledalci premagali Ptujsko Dravo. Zmago so ohranili še minimalne možnosti glede obstanka v prvi B ligi. Tudi boj za obstanek, kjer izpadajo kar 3 ekipe, četrto iz zadnje strani čakajo dodatne kvalifikacije, še zgodba nima svojega konca. Glede na trenutno stanje sta odpisani že ekipi Izole in Kočevja. Velika Nedelja je trenutno 12., Drava 11. in Črnomelj 10. Prav 10. mesto zagotavlja direkten obstanek v ligi. Tekme v 22. krogu so bile zelo zanimive. Vodilna Radovljica in Škofljica sta le za gol ugnala Šmartno in Mokrc Ig. Tretja uvrščena Ajdovščina je slavila v Grosuplje. Črnomelj je presenetljivo doma klonil proti Dol Hrastniku. Pri Veliki Nedelji je sosedski derbi pred več kot 300 gledalci pripadal domačim Bikcem, kateri so 27-24, polčas 12-12 ugnali Dravo. Po dobrih 10 minutah igre je izid bil izenačen na 3. Z nekaj dobrimi obrambami sta se izkazala vratarja Matej Bezjak in Aljaž Verboten. Na račun dobre igre v obrambi so si Prleke v 18 minuti preigrali prvič občutnejšo prednost 3 zadetkov, 7-4. Na vodstvo Velike Nedelje je z minuto odmora odgovorila klop Ptujske Drave. V 21 minuti so domači še vedno vodili za 3, 10-7 in imeli kar nekaj priložnosti za +4. Kljub igralcev več v polju, Bikci te prednosti niso znali izkoristiti in namesto da se prednost zviša, je Dravi uspelo izid v 26 minuti celo poravnati, 10-10. Poravnani sta ekipi odšli tudi na odmor, 12-12. Glede vprašanja zmagovalca je bil odločilen začetek drugega polčasa. Domači so hitro povedli najprej za 3, 15-12, v 45 minuti je prednost Velike Nedelje narasla že na +6, 21-15. Gostiteljem je uspel delni izid 6-0. V teh trenutkih se je na domači klopi začelo prvič razmišljati o zmagi z 8 zadetki razlike. Saj je Drava prvo tekmo na Ptuju dobila s +7, 35-28. Mlada ekipa Velike Nedelje ni zdržala tega pritiska in je v ključnih momentih, kjer bi lahko dokončno na kolena položila nasprotnika, preveč grešila. Še v 55 minuti je prednost Bikcev znašala +6, 25-19. Vendar so znova sledile napake in Drava je omilila poraz na končnih -3. Velika Nedelja 27, Drava Ptuj 24. Znova je za domače skoraj bila usodna črna luknja, ki je trajala od 46 do 53 minute. Na srečo je tokrat sedemmetrovke brezhibno izvajal Tit Grabovac, met kazenskih strelov 7-7. In vsaj zmaga Velike Nedelje je bila zagotovljena. Po tekmi je pred mikrofon kljub zmagi vidno razočaran stopil kapetan Velike Nedelje Matevž Žunič. Matevž Žunič, kapetan Velike Nedelje, malo kdaj se zgodi, da zmagaš, pa vseeno taki grenak priokus, pa če poveš razlog. Ja, res je, lovili smo 7 golov razlike z prve tekme, ko nas je Drava premagalo v jeseni. Imeli smo priložnosti, lahko bi zmagali za več kot za 7. Mogoče se dečki vsi tega niso zavedali, da lovimo to razliko. 5 golov smo vodili, še 6 minut pred koncem, takrat bi mogli pobegniti na 7-8. Na koncu nekaj sodniških napak, naše neumnosti, vsega pomalo.
še vedno ne smemo bežati od tega, da tudi v prvem polčasu odlična igra, vodstvo 3 golov, številni napadi za +4, pa znova 12-12 izid polčasa. Spet ena črna luknja, nepotrebna. Ja, to se nam dogaja že praktično celo sezono. Napake, neumnosti, igra z igralcem več, ko že mislimo, da na prejšnji tekmo, da smo to ujeli, da nam je šlo dobro, zdaj spet tista stara rak rana naša iz te sezone, ko z igralcem več ne moramo dati golo. Ampak nič, gremo dalje. Naslednja tekma Kočevje, tam se bodo lovile točke, samo se zdaj mora zmagovati. Ja, tu druga ni, tu moramo zmagati enkrat eno. V tej ligi ne moreš priti na igrišče in reči, da zdaj samo zmagati z lahkoto. Moram se potruditi prav tako danes, dati 120% od sebe in zmagati. Pri zmagovalcih 5 obramb Bezjaka in 1 Žana Firšta Šeruge. Na drugi strani sta ptujska vratarja zbrala 7 obramb. Prvi strelec domačih je bil Grabovac z 10 zadetki. Eno svojih boljših tekem v sezoni je odigral Žan Toplak, ki je poleg odlične igre v obrambi prispeval 5 točk. Po 3-krat sta zadela Žiga Borko in Blaž Majhen, po 2-krat Jan Žuran in Luka Potočnjak, po 1-krat sta bila uspešna Tjaž Notrsberg in Žunič. Pri gostih sta najboljša strelca s 5 doseženimi goli bila Andraž Goleš in Lejo Škrobot. V 23. krogu veliko nedeljo, v torek 22. aprila ob 19:30 čaka gostovanje v Kočevju. Ptujska Drava bo svojo tekmo odigrala že v petek 18. aprila ob 20. uri, ko jim v goste prihaja zasedba Dolhrastnika. To bo vse za danes. Naj vam zaželim le še prijetne praznike z upanjem, da se nam pridružite tudi čez teden dni. Nasvidenje.